Lenart, te lahko vprašam za en nakupovalni nasvet. Tukaj imamo, vidim, dosti dobro ponudbo. Imamo vse, imamo kaj naj? vse formate, velikosti in to, in danes se bomo ukvarjali s tem vprašanjem, kaj vam bo najverjetneje prodajalec odgovoril na klasično vprašanje, ko boste prišli do takele založene police s fotorobo in vprašali, kaj naj kupim. In da ne bova tokrat sama odgovarjala na vprašanje, kaj naj uporabnik fotografske robe kupi med vso to silno izbiro, sva v današnjo oddajo povabila Mitjo Zajca, ki v trgovini Fotobeseničar odgovarja in ugiba natanko, kaj odgovoriti na tako vprašanje. Zdravo. Sprav tisto najbolj pogosto vprašanje, ko recimo zdaj, ko smo se že navadili na telefone, ki so naši glavni fotoaparati, ko pridejo potencialni kupci v trgovino, kaj potem hočejo, kaj je tisto, kar je več od telefona. Večina kupcev, ki pride v trgovino, si želi, standardno vprašanje je fotoaparat, ki dela lepe slike. Kar je za prodajalca kar velik zalogaj, kako odgovoriti na to vprašanje. Ker tudi telefon konec koncev lahko dela lepe fotografije. A sploh imate še kakšen fotoaparat, ki ne dela lepih slik? Ne. Vsi aparati delajo lepe slike, ampak v zadnjih 10 letih. Treba je nekaj znanja, treba je poznati opremo, s katero fotoaparat, opremo, s katero se dela. Orodje. Orodje, tako je. In kakšno, ampak evo, če pustimo to, zato ker če začnete enkrat ljudem razlagati, ja, tudi, ne vem, dober fotograf bo z vsako stvarjo, tudi s toasterjem na vse zadnje naredil dobro fotografijo, verjetno, če ne znate, vam pa nič ne pomaga niti profi DSLR za 5000 evrov, ampak tega verjetno nočejo slišati. Zdaj, kaj odgovorite na tak zelo preprosto vprašanje? Vprašate prvo, kakšen je proračun, ali kaj boste z njim počeli? Ali proračun je kar dosti pomembna zadeva za to, da se ugotovi, kam se cilja. Se cilja na večje stvari, na popularen mirrorless, na zmogljivejše, manjše kompaktne aparate, ali pa konec koncev na telefone. Saj mogoče pa stranka niti ne raba, ne, fotoaparata, mogoče pa lahko telefon zadosti dober, ampak večinoma telefoni ne zmorejo nekaterih stvari, ki jih fotoaparati zmorejo. Predvsem, kar se tiče slabe svetlobe. Pa kakšne globinske neostrine in podobnih stvari. Tako. To je tudi pomembna stvar, to si uporabniki želijo, ampak ugotoviti je treba, kaj stranka pravzaprav želi, po možnosti tudi ugotoviti, kakšno nivo znanja ima. Potem naj bojo objektivi izmenljivi, neizmenljivi, velikost, teža je pomembna, ni pomembna. Kup raznih detajlov, skozi katere se potem prikopljamo do recimo primerne izbire, ne. Se tudi zgodi, da imamo kupca, ki želi DSLR fotoaparat, pa ugotovimo potem, da mogoče DSLR, da mogoče ni prava izbira, da je lahko aparat v enem kosu, se pravi zmogljivejši kompaktni fotoaparat, brez izmenljivih objektivov. Ali pa super zoom. Super zoomi so tudi lahko primerna izbira. A pa že kaj opažate to željo, recimo, da prihajajo do vas fotografi, ki jim je fotografsko izkušnjo oblikoval telefon? Da pravzaprav to hočejo, da hočejo imeti vse aplikacije skozi gor, da hočejo v momentu, ko pritisnejo fotografijo, že to imeti tudi na Facebooku, da se zdajle pohvalijo, kje so in kaj počnejo, ne šele zvečer po možnosti. A je že kaj te želje? Predvsem ta težnja je v zadnjem letu zelo očitna. Ta v bistvu nepovezljivost, prepočasna obdelava, manipulacija slik s fotoaparata. V zadnjem letu telefoni prehitevajo, mislim, da ravno zaradi tega ni toliko pomembna. Uporabniku ni toliko pomembna kakovost, kot ta manipulacija, možnost manipulacije tukaj, zdaj. Pred parimi leti, ko so začeli tudi pri nas brezrcalniki nekako bolj prodirati, ali pa nekako vsaj na internetu, se je ustvaril vtis, da so takile fotoaparati. Ja, se je šla flash dol, da bo do izraza prišla ta majhnost. Ampak takrat, v tistih časih je bilo tako. Nisi imel kaj dosti izbire. Ali si imel takele kompakte,
ki so bili razmeroma tako majhna tipala, kar pomeni velik šum tole, ali pa telefone, ki so bili pa še res slabi pred 5 leti in si tako za kakšno malenkost še imel. Pa je imel si tole. Na drugi strani si pa imel pol tole veliko reč, ki se reče DSLR, in takrat je bila ideja tudi proizvajalcev, da pa ljudje rabijo neki vmes, kar je boljš kot tole in hkrati ne čisto dober kot tole, ampak je veliko manjši in lažji. Na višjem nivoju. Ampak zdaj po enih 5 letih nimamo veliko občutka, da bi se to ne vem koliko prejeli. Proizvajalci probavajo vse sorte, skozi približevanje zmogljivosti, mogoče malo, se pravi, grupiranje proti kompaktnemu aparatu, proti DSLR aparatu. Eno težavo je verjetno tudi to, da so sami proizvajalci pravzaprav isti, ki te brezrcalnike poskušajo nekako spromovirati, začeli delati boljše te žepne aparate, bolj zmogljive in potem je mogoče marsikomu tole bolj priročno, kot pa se ukvarjati z izmenljivimi objektivi. Pa. Zdaj bi lahko rekel, da ne fotoproizvajalci pravzaprav vodijo ta brezrcalni trend. Tradicionalni ne fotoproizvajalci. Olympus sicer je bil tradicionalni fotoproizvajalec, ampak vseeno mislim, da v tej mikro 4/3 bi rekel, da Panasonic vleče. Trenutno tega mikro 4/3. Ja, zraven imamo pol Samsung, Sony in taki, ki pač niso iz tako, zdaj težko je reči, zdaj jaz vseeno nekako izhajam iz slovenskega trga in v slovenskem trgu je mogoče, ne vem, Samsung pa Sony mogoče nista tako popularna ali pa recimo tako zastopana. Ja. No, ampak pa recimo, če nekdo pride pa sprašuje, zakaj bi bilo boljše vzeti en pač takle majhen brezrcalni aparat, kot recimo enega vstopenega DSLR-ja, ali sicer mogoče majhen višji rang, ampak so tudi cenejši, tudi malo manjši, pa tudi bistveno cenejši od tega brezrcalnika. To je pa največji problem. Zakaj? Zdaj, če recimo tukaj nekako pogledamo, tole dvoje je približno enak cenovni razred. To je sicer cenejši, ampak vse ne tako zelo. Tako da to je eden od največjih problemov, da je osnovna cena DSLR aparata pravzaprav nižja od cene brezrcalnika. Sam kako se pa sploh še pozna tega recimo tradicionalnega fotografskega trga, ker to smo se pred oddajo mehko pogovarjali, da so tisti realni problemi niso toliko tehnični, kot praktični, in to je, da smo se na telefonu navadili par stvari, in to je, da ga imam čisto zmerom, da je zmerom napolnjen, da ima zmerom frej pomnilnik, da je zmerom povezan, medtem, ker pri čisto vseh fotoaparatih, ki jih pa tukaj vidimo, pa to ni toliko samoumevno. Recimo, kaj s tem, da se spomniš spontano, da greš na en izlet, obstaja velika verjetnost, da je vaš fotoaparat doma ali nima napolnjene baterije, ali ne najdete polnilca, ali nimate kartico za noter vtakniti, ali pa ne veste od tistih 5 kartic, ki je še kaj prostora, pa ste že presneli posnetke na diska, jih niste, koliko jih boste pokazali, koliko jih boste pogledali. Koliko pa da se, mislim, a se imajo fotografski proizvajalci še možnost pretvarjati, da se to ne dogaja, pa še zmeraj samo prodajati majčkeno izboljšane lanske modele, ali bojo mogli tukaj malo? Ta trenutek se delajo, da tega ni, da tega problema ni, oziroma da je kakovost slike s fotoaparatom vseeno na bistveno višjem nivoju kot fotografija posneta s telefonom. Ampak prodajne številke kažejo, da pravzaprav so tudi proizvajalci sami, na vstopnem, na kompaktnem delu je večina proizvajalcev že umaknila en kup modelov. Tako da telefoni sigurno so se fajn zažrli v segment kompaktnih aparatov, kjer je pravzaprav samo še dražji oziroma zmogljivejši segment se da prodati. Tako kot smo se že kdaj pogovarjali okrog posnetkov glasbenih, MP3-jev in podobno. Tudi tukaj je podobna stvar. Enostavno, bolj pomembno je, da je to, da slika je, da je zdaj, da se lahko deli takoj, kot pa kakovost. Kakovost nekako postaja med to populacijo, recimo tam 15 do 20 let, nekako ni v ospredju. Ja, se je logično, tudi če pogledaš, da večino slik oni tako gledajo na razmeroma nizkih resolucijah, na vse, ali pa še to je poslano čez par filtrov, pa tole tukaj težko govoriš o kakšni tej klasični fotografski kakovosti. Ampak
A obstaja možnost, da se, ne vem, čez par let pa zgodi to, da boš dejansko imel samo še profesionalni DSLR, kar pomeni polni format ali pa še celo navzgor za rabo, zmogljivega žepnika za vsakodnevni telefon in telefon za vse ostalo. Za vsakdanjo uporabo. Telefoni so pobrali svoj del trga, ga tudi vztrajno povečujejo. Fotoaparat je sigurno, kar se tiče profesionalne fotografije, to tudi recimo zahtevni hobi fotografiji še vedno je prednost ločene tehnologije za zajem slike kot pa all-in-one, se pravi, tukaj sigurno bo ostalo. Ampak zdaj, odvisno o katerem segmentu se pogovarjamo. Ne? Če govorimo o navadnih, se pravi o vsakodnevnih uporabnikih, recimo za vsakodnevno rabo, to, kar smo prej vseeno mogli imeti kompaktni fotoaparat, ta del je šel na telefone in tukaj niti ne vidim možnosti, da bi se lahko te, recimo, enostavni kompaktni aparati vrnili. In zdaj tak najbolj nehvaležno vprašanje za trgovca je pa verjetno to, ali lahko rečemo, da realno, če imate kakršenkoli fotoaparat mlajši od 4 do 5 let, ni kakšnega zelo dobrega razloga, da bi danes kupovali kaj novega. Ja, to je definitivno nehvaležno vprašanje. Vsaka nova serija ali pa nov model prinese neke izboljšave napram prejšnjem modelu. Vedno je razlog, zaradi katerega bi zamenjal aparat z novejšim. Je pa res, da dejanska potreba med uporabniki pa ni več tako velika, kot je bila 5 let nazaj. Ja, se je razlika med... Dejansko napredek je bil bolj skokovit, zdaj napredek ni več tako skokovit in med enim in novim modelom ni več toliko novih funkcij ali pa toliko napredka v šumu, pa ne vem čem. Da eden izmed razlogov za padec prodajnih številk. Pol ta mit, da je še zmeraj najlažje prodajati Canona pa Nikona, drži. Še vedno. Kaj smo izvedeli? Da je zelo težko se odločiti, kjer fotoaparat kupiti, tudi midva. Sama tudi večkrat sva zdaj že napisala, da sama ne veva čisto točno, kaj bi uporabljala, kaj bi sploh recimo kot entuzijasta novega in kaj bi priporočila tistim, ki naj to vprašajo, zaradi tega, ker kot smo pač pokazali danes, razlika med preverjenimi DSLR-ji za dober denar, ki še zmeraj ostajajo edino realno fotografsko orodje za resno delo, in pa ampak smo se jih malo naveličali. Ja, in pa zelo zasičenim segmentom vsega, kar tekmuje za tiste kupce, ki bi hoteli nekaj vmes med telefonom in DSLR-jem, je pa postal izredno nepregleden, ogromno je modelov in pa pretežno so še zmeraj predragi, če iščemo en tak kompromis. In seveda naslednji problem je pa tudi to, kar smo tudi parkrat omenili, da je trg izredno majhen za to in tudi če boste hoteli prodajati recimo tako malo čudno, recimo brez zrcalnike, če boste hoteli eksotično robo prodajati, ker boste čez pol leta ugotovili, da to nekako ne ustreza popolnoma, boste verjetno izgubili veliko denarja pri tem.